Nedaleč od Ljubljane je pred nekaj leti zrasla nova hiša, ki je nastala tako rekoč na daljavo. Lastnika sta bila med projektiranjem in gradnjo odsotna, tako da sta nastajanje njunega novega doma spremljala samo oddaleč, prek audio in video povezav. In vendar danes družina uživa v svojem sanjskem domu sredi gozda in miru. Zares nevsakdanja zgodba, ki smo jo radovedno odkrivali. Tole čudovito okolico, prav tako impozantne hiše, smo spoznali že zadnjič. In verjetno slutite, da tudi notranjost prav nič ne zaostaja. Drži, spoznajmo tole sanjsko hišo mlade 5-članske družine. Kaja, vaša zgodba je pa res zanimiva. Iz velemesta, svetovnega velemesta, semle gor na Kurešček, na podeželje. Dajte nam opisati to pot, prosim. Ja, res je. Z možem sva se po dolgih 10 letih z družino vrnala iz Moskve na podeželje. Vedno je bila najina želja živeti v naravi, imeti svež zrak, razglede, ampak še vedno imeti bližino Ljubljane oziroma nekega mesta. In Kurešček je v bistvu ena izmed boljših lokacij. Ljubljana pol ure stran. In povejte mi, kakšne ste imeli želje glede same hiške? Kaj sta si želela? V bistvu midva sva imela oba zelo neke podobne želje, ideje, kaj si želiva na hiši, in v bistvu ni bilo potem težko zasnovati našo hišo. V bistvu oba sva si želela neko ravno streho, da ima vsak otrok svojo otroško sobo, eno veliko kuhinjo, moja želja, večji dnevni prostor, neko dodatno sobo za goste, pisarno, v bistvu, da je kombinirana za karkoli jo potrebujemo. V bistvu to so bili neki pogoji, pa da se malo približamo naravi, no, tudi znotraj. Ampak imate pa tudi zelo zanimivo zgodbo, kdaj in kako je ta gradnja sploh potekala, ne? Ja, v bistvu malo smo imeli srečo in nesrečo, odvisno kako se to obrne. Mi smo ravno začeli z projektiranjem naše hiše, ko se je začela korona. In to pomeni, da smo kar naenkrat obstali zaprti in smo vso našo gradnjo oziroma vse priprave oziroma načrte smo delali v online izvedbi. Bilo je veliko sestankov preko interneta, ampak v bistvu hišo smo uspeli postaviti. Tudi pozidali so jo v času, ko smo bili mi v tujini, tako da vse je potekalo nadaljavo. Ste potem sploh lahko karkoli v živo spremljali? Ste tukaj lahko bili malo za nadzor, pogledali? Ali je potem bilo presenečenje? Ste prišli iz Moskve in ste rekli, lejte, to je naša hiša? Prvič smo prišli, ko je hiša že cela stala. Wow. Ja, v bistvu vse je že bilo, ko smo prvič uspeli priti v Slovenijo. Kakšen občutek pa je potem to? Zanimiv. Predvsem pa to, da je bilo polno snega, ko smo prišla. Vse tega ste iz Moskve bili že poštovani. Ja, ampak še do hiše nismo mogli. Za razporeditev in izbor notranje opreme so poskrbeli arhitekti iz oblikovalskega studia Livin. David, v vašem studiu ste zaslužni za notranjo podobo tele čudovite hiše in me zanima, v kateri fazi ste se vklopili. Ja, v bistvu mi smo se vklopili že od začetka, ker hiša sploh še ni bila zgrajena nič, v bistvu so je bilo še v projektiranju. Kar je bilo, da so naročniki imeli že neko tlorisno dispozicijo hiše. Potem smo pa v bistvu se mi vključili noter, pa razporedili, kar se tiče opreme pa vsega tega. Hiša je velika 180 kvadratnih metrov, stoji na zemljišču velikem skoraj 1000 kvadratov. Na njem so tudi v bistvu pomožni objekti, se pravi neka garažica, shramba. Ima tudi nadstrešek za 2 avtomobila, najdemo gor letno kuhinjo, bazen, pa čudovito okolico. Popeljite nas, David, malce z besedami po notranjem oblikovanju, po hiši. Ok, ko stopimo v hišo, stopimo v veliko predsobo, velik hodnik. Zakaj? Zaradi tega, ker je to 5-članska družina, pa lahko pridejo še kakšni obiski, pa vse, in da se imajo vsi kam postaviti. Moram vedeti, da otroci znajo hitro poskakati okoli levo, desno in da imajo veliko prostora, je zelo pomemben že na vhodu. Ko pridemo naprej, pridemo v hodnik, kateri nas v bistvu poveže lahko v dnevne prostore ali pa nas v bistvu pospremi v spalne prostore v nadstropju. V pritličju imamo tako dnevno bivalni prostor z jedilnico in kuhinjo. Zraven kopalnice imamo pa tudi delovni prostor, ki pa je lahko tudi soba za goste. In po stopnicah navzgor pridemo v spalne prostore, v kateri je ena kopalnica. V osnovi to je bila edina sprememba, katero smo naredili od osnovnega tlorisa, ker sta bile gor projektirane 2 kopalnice, zdaj je gor ena velika kopalnica s tušem, kadjo, savno, 2 velikima umivalnikoma, tako da v bistvu lahko zadostimo vsem potrebam
petčlanske družine. Zraven imamo spalnico in garderobno sobo, katero uporabljata lastnika, in pa 3 otroške sobe. No, zdaj pa prideva do otroških sob, ki so Tako je. vsaka nekaj posebnega. Tako je, ker tudi vsak otrok je nek individualna osebnost in v bistvu smo temu primerno sobe zasnovali. Okej. Glede na to, da so sobe zelo nevtralne, smo potem z raznimi dodatki pričarali neko vzdušje. Recimo pri najmlajšem smo pričarali vzdušje nekega gozda, narave, ko bo pa seveda večji, bo pa sam povedal, kaj je njegova glavna želja. Wow, torej v gozdni hiški on spi. Tako je. To je soba našega srednjega sina, ki že od nekdaj obožuje bagre, traktorje. Ja, in v bistvu smo pol tudi sobo temu primerno zasnovali. V bistvu samo z malo detajli, dodatki je soba v bistvu nastala čisto po njegovih željah. In prvo, ko je videl sobo, wow, kako je lepa. Dobro branžo je izbral, gradbeništvo je v porastu. Tako je. Zdaj smo pa v sobi najstarejšega, kateri pa obožuje vesolje, astronaute in vse, kar je na to temo. In tako smo v bistvu njegovo sobo malo dodali luno, zvezde. To so pa sanjske otroške sobice. Tako je. Čeprav je notranjost otroških sob prilagojena vsakemu otroku posebej, so arhitekti pri načrtovanju predvideli možnost poznejših sprememb. So pa sobe tako oblikovane oziroma projektirane, da si jih lahko z minimalnim vložkom spremeniš iz otroške sobe v mladinsko sobo in jo uporabljajo v bistvu otroci in mladostniki od najmlajših do najstarejših. Fiksno oziroma gradno pohištvo nekako pustiš v nevtralnih barvah, da se ne poigraš preveč s tem, da lahko premične kose, mogoče kakšne tapete ali kaj takega narediš take, da jih potem zamenjaš za malo bolj odrasle. Zelo pomemben prostor lastnici je menda bila kuhinja. Ja, pač se moramo vedeti, kot smo rekli, je to družinska hiša, tudi kuhajo in vse, in kuhno se pri petčlanski družini zelo veliko uporablja, tako da kuhna je velika, ima veliko delovnih površin, tako da v bistvu smo jo pa tudi dvignili malo gor, ker sta lastnika višja in da lažje uporabljate kuhno. Kaja, in to je tehnološko najzahtevnejši del hiše, verjetno, tale akvarij z morsko vodo. To je pa moževa največja želja bila imeti v naši hiši en velik morski akvarij. Že od nekdaj je oboževal akvaristiko, ampak nikoli ni imel morskega akvarija. In zato smo pri načrtovanju hiše v bistvu največjo pozornost posvečali temu, da smo ta akvarij postavili v nek tako srednji prostor, da povezuje celotno hišo. V bistvu mogli smo predvideti, kje bo vsa tehnika. To smo v bistvu dobili že od lastnika, uporabnika, zaradi tega, ker je vedel, kam bo postavil vso tehniko, iz kega mora servisirati, kaj se mora dati odpreti. Naša naloga je bila samo to, da ga v bistvu pozicioniramo tako, da je viden iz celotne, dajmo reči, hiše, iz pritličja, zaradi tega, ker lahko vidimo ga iz vhoda, ga vidimo iz jedilnice, ga vidimo iz dnevne sobe, iz kuhne, kar je pomen v bistvu tega akvarija. Smo ga pa nekako hoteli skriti, če zdaj temu rečemo tako, v neko oblogo, v neki tasga, da je še zmer del celote hiše, da ni zdaj to nek samostojen kos, ki smo ga not postavili in ne paše nikamor drugam. No in povejte nam še kaj o izboru barv in materialov. Hiša stoji v naravi in v bistvu smo hoteli naravne materiale prinesti tudi v hišo. Uporabljali smo les, katerega najdemo tako po stenah kot po tleh. Uporabljali smo kamen prav tako za določene stenske obloge po tleh, pa določeno barvo, ki je med sivo-zelena, ki v bistvu simbolizira ta gozd in v bistvu moderno linijo trendov. Lahko torej rečemo, da se tu oko spočije tako ob pogledu skozi okno, kot pri opazovanju zanimivega dogajanja v akvariju.